Tako zveni reciklirana glasba. Če domišljije ne prevežemo k tlom, ampak ji pustimo, da zaplava, se lahko pločevinke, vodovodne cevi in pa seveda naše telo spremenijo v glasbila. Tam sem igral z rokami, z nogami, prsti. Nekaj smo tudi zatolkali po glavi. Da se iz stvari, ki te obdajajo, in reči, ki jim ne bi tega prisodil, narediti nekaj drugega, nekaj kreativnega. Predstava Posluh recikliramo nas namreč opozarja na to, da nam ni treba zapravljati za stvari, ki jih ne potrebujemo. Iz vsega, kar že imamo doma, lahko namreč izvabimo veliko dobre muzike. Nove zvoke sem v bistvu spoznala, pa so bili taki zelo lepi. Če bi poslušal recimo po radiju, si ne bi mislil, da je iz kakšnih starih kartonastih embalaž pa polobljenih lončkov. Najbolj všeč mi je bilo pa, ko je tam, ko so pel rap tako malo. Pa ko so tiste vrtele, tiste cevi vrtele, pa so zvoke spuščali. V Sloveniji je v letu 2012 en sam človek pridelal povprečno 327 kg komunalnih odpadkov. To je malo manj kot kilogram na dan, nas opozarjajo glasbeniki. Kakšne take smeti, ki so še bolj uporabne, jih bom za kaj še uporabil, pa kaj iz njih izdelal. Jaz bom doma naredila bobne iz kakšnih lončkov, da bodo tako lepo zveneli, ker ni to toliko težko narediti. Glasba torej ne bo ugasnila.